Jesenske serenade, koncerti, ki jih že 35 leto v Medvodah organizira Glasbena mladina Ljubljanska, so že v polnem teku. Preteklo sredo so na Smleškem Starem gradu otvorili serenade s pihalnim kvintetom, to sredo pa so nadaljevali s koncerti, tokrat z godalnim duetom brata in sestre Matjaža in Maruše Bogataj. Midva sva brat in sestra, tako da najin duet se je začel že zelo zgodaj. Midva že od malih nog igrava skupaj v različnih zasedbah, v orkestrih, v komornih skupinah. Če se pa le da, pa tudi... Včasih pa tudi v dvoje. Imava sicer tudi klavirski trio, s katerim potem še malo večjo se zvedi, ampak za to priložnost sem se odločila, da bova se predstavila zgolj kot duet in izbrala res program, ki sva ga že nekaj časa želela skupaj igrati tudi. Poslušalci so lahko prisluhnili čudovitim skladbam velikih mojstrov klasične glasbe 18. stoletja, pa tudi do mojstrov moderne glasbe iz 21. stoletja. Začela sva z Mozartom. G-dur, Mozart je stara železna srajca, ne, brez njega skoraj. To je kakor vstopnica, tudi na vsaki audiciji, na vsakem koncertu z Mozartom mi je najbolj prozoren, se lahko reče, tam se res vse sliši, tako da če je dobro odigrati, to bodo drugi povedali, je res, se sliši vsaka kvaliteta glasbenika. Potem sva nadaljevala s 4 od 8 skladb Glierja za violino in violončelo. Potem ena slovenska skladba najinega prijatelja. Matija Krečiča. No walk, no talk. In pa za konec Castillo Interior od Peterisa Vasksa. Tako da v bistvu želela sva zajeti repertoar, v bistvu je bil od 18., 19., 20. in 21. stoletja. Vsaka skladba je bila v svoji eri, v svojem času, da se je v bistvu tudi s tem stopnjevalo vse skupaj, pa da pokaževa raznolikost, da je res večer lahko slikovit. Poleg godalnega dueta pa je cel dogodek popestril še dramski igralec Tadej Pišek, ki je s svojo izvedbo slovenske poezije dogodku dal še pridih domačnosti. Jaz sem prosil tokrat, to leto, da je pesmi oziroma nek širši izbor naredil Matjaž. Zato sem se odločil, ker on najbolj pozna te skladbe, najbolj pozna občutja in sem ga prosil, če lahko on v bistvu naredi izbor pesmi. Res, da sva se pa takoj strinjala, da bova iskala med slovenskimi modernimi pesniki, med v bistvu klasiki. In mislim, da je slovenska beseda, slovenska poezija še vedno tako zasidrana pri ljudeh, ko slišijo Menard, ko slišijo Mila Kačič, Minati, lahko opaziš nasmehe v publiki in so tako, ja, to je naše in smo ponosni na to in res je fino. No? Ena od želja organizatorjev letošnjih serenad je ta, da bi koncerte izvajali na prej še neizkoriščenih lokacijah, zaradi česar so se odločili, da bo drugi koncert v sklopu jesenskih serenad potekal v galeriji Sora. Občutki so v bistvu ful dobri. Tako je zelo fajn, da se nekaj takega dogaja v galeriji, ker tudi sama sem že kar nekaj časa razmišljala o tem, da bi bilo ful lepo imeti nek tak komorni koncert v galeriji in se mi zdi, da je tale jesenska serenada danes zelo popestrila vse skupaj in da je bila tako najbolj primerna tudi za naš prostor. V galeriji so si lahko obiskovalci ob poslušanju glasbe ogledali tudi umetniška dela, slike, ki so nastale v sklopu Extempore Sora, tako da je sam naslov koncerta Slikovito, ki se sicer nanaša na slikovito barvo izvajane glasbe, prišel še bolj do izraza. Ravno zaradi tega, ker sva v teh 4 skladbah probala izvabiti čim več barv z glasbo. In ja, tako kot je rekla sestra, res je raznoliko in s tem tudi potem slikovito. S tem koncertom se je zaključil sklop koncertov Slikovito, ki so jih v sklopu vseslovenskih jesenskih serenad izvajali v preteklem tednu po celi Sloveniji. V prihodnjih 2 tednih pa lahko pričakujemo še koncerte v sklopu Čas deklištva, ki bo uprizorjen v Kulturnem domu Medvode prihodnjo sredo, in koncert Karneval, s katerim pa bodo zaključili jesenske serenade, le ta pa bo uprizorjen zadnjo sredo v septembru ob Medvoški tržnici.
Ja, res je. Zdaj smo v enem tednu, mislim, da 6 koncertov imeli po celi Sloveniji. Bili smo od Dravograda, Prlekije, Vipave, no danes smo zaključili tukaj v Medvodah. Ja, moram reči, da imeli smo se super in mogoče tudi današnji koncert rahlo obarvan s temi čustvi, da smo zadnjič konec koncev v tem kontekstu skupaj na odru. No? Tako da ne, drugače pa ja, mislim, da je koncert res pač Bogatajeva otroka, sta res fantastična, no in jih je užitek poslušati in jaz zdaj, ko sem tokrat poslušal ta koncert, še vedno nove stvari noter odkrivam in res uživam. No.